Spoštovano televizijsko občinstvo, vabimo vas k ogledu drugega dela oddaje Nostalgija z Evo Sršen. Za uvod v drugi del oddaje si oglejmo glasbeni posnetek Lepa ljubezen, ki je bila prvič predstavljena leta 1974 v Opatiji, kjer je potekal izbor za pesem Evrovizije. Glasbo in besedilo za pesem Lepa ljubezen je napisala Eva Sršen, aranžma je prispeval Milan Ferlež. Poslušajmo zdaj Evo Sršen. Vsakdo enkrat doživi prvo ljubezen edino, vsak trenutek še živi, zdaj vem, bila je ljubezen, ne vem zakaj. Odšla bi tja, še danes vstaj, odšla bi tja. Vsakdo enkrat doživi ljubezen, ki hitro izgine, komaj sva spoznala se, sem morala nazaj, ne vem zakaj. Odšla bi tja, še danes vstaj, odšla bi tja. Bila ljubezen je prva in lepa, nikoli me ni bilo sram. Objel me je pred tujcem in peljal moj vlak je nazaj, da peljal vlak je nazaj. Spoštovana gospa Eva Sršen, midva pa nadaljujeva z najnim pogovorom. Pa bova takole rekla, ozriva se zdaj nekoliko naprej. V mislih imam poevrovizijsko dogajanje, še posebej v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Večkrat ste nastopili na Slovenski popevki. Se še spomnite popevk, ki ste jih prepevali na nekoč tako elitnem festivalu, kot je Slovenska popevka dejansko bila? Seveda se spomnim, kako da ne. Album moje babice. Leta 1970, ne? Ja, to je bil Damjan Tozon. Z te glasbene družine, pa tudi režiserji, znamenita družina Tozonovih. Potlej Zaigraj na srce, prav tako. To je bila leta 71, ne? Ja, Mojmira Cepeta. Potlej sem pa kar, zaradi tega, ker sem pač se poročila, dobila otroka, šele 79. nastopala. Zpravi ste imeli pauzo, odmor. Ja. Kar dosti stvari se je dogajalo, a ne? Včasih življenje ni samo pravljica. Zelo lepo ste to povedali. Ja, nič ne skrivam, nasprotno. Zanima me tudi, če ste v svoji bogati karieri kot pevka in glasbenica veliko nastopali v tujini, ste bili kdaj tudi na kakšni daljši turneji? Ja, res je, pa sem res bila. Kje recimo? Bila sem na turneji Zvuci rodnog kraja, se je imenovala. Potovali smo po vsej Evropi za naše ljudi, ki delajo po teh... Se pravi zdomce. Za zdomce, ki so zaposleni, v teh državah. To je bila ena zadeva, potlej pa še 76. leta zelo močna medkulturna izmenjava med Rusijo in Jugoslavijo. Tako da sem tudi po Rusiji prepevala, po koncertih. Tukaj ste dobili kilometrino, glasbeno, se takole prebivati po vsem svetu, spoznavati tuje kulture tudi, obenem. Ja, vsekakor so se dogajale pač zadeve, ki jih pri nas ne bi nikoli videla, ne bi jih doživela, niti videla, niti se morda kdaj tudi zgrozila. Zagotovo. Dovolite še vprašanje, v kakšnem spominu vam pa
ostajajo gostovanja v televizijskih oddajah po nekdanji Jugoslaviji, se pravi v sklopu jugoslovanske radiotelevizije. Zanima me, kako so na vas kot pevko gledali hrvaški in srbski pevci. Ste se dobro razumeli? Ste se s kom še posebej zbližali? Ja, sem. Povejte, kakšno ime? Zanimivo, ne? Ja. Največja imena po tem Evrovizijskem festivalu je bil naslednji v Zagrebu. In k meni je pristopil Arsen Dedić in Mišo Kovač. Dva izjemna pevca. In Tereza Kesovija. Ja. In to približno vsi trije isto, ne? Ne sekiraj se mala, saj imaš še čas, pjevala si, se lahko po hrvaško tudi povem, ne? Tako, Tereza, se pogovarjali, ja, Tereza je rekla, mala, pa ti si tako pjevala, kao da več znaš sve o ljubavi. A ne? Ker so vsi vedeli, pač takrat je bilo 18, kad danes 13. Zagotovo, ampak ko ste dobili komplimente od takih pevcev, perfektnih pevcev, ki jih je spoštovala in cenila vsa nekdanja Jugoslavija, mislim, se vam je pa tudi dobro zdelo, da tako rečem, vam je to je bil to. Takšna motivacija za naprej, zagotovo. Z močnejšimi koraki sem stopala naprej, vsekakor sem še danes lepa moralna spodbuda. Ne, ste jim hvaležni. Ja, hudo mi je za Arsena. Ja, on je, škoda, kaj je ugasnil, ne, že leta 2015, lahko bi bil še danes živ. On je bil izjemen umetnik. Tudi jaz sem ga izjemno cenil in spoštoval in nekajkrat je nastopal celo na slovenski popevki v Ljubljani, v Hali Tivoli. Se spomnite, ko so pevci prepevali še v alternaciji, tudi v slovenskem jeziku je pel. Recimo Pegasto dekle, leta 1972. Vidite, kako obujava mi dva ta leta. Tudi tale prostor, v katerem se mi dva nahajava, meni je impozantna ta scena. Jaz se res tako dobro počutim na tej sceni, ko vidim tele plošče in tako naprej. Mislim, perfektna scena in to, kot da sva v duhu časa 70 let, se pravi 50 let nazaj. Ampak mi dva greva zdaj z glasbo naprej. Ja, hitro se zvrsti. Ja. Jaz sem imela to varovalo, da ko sem bila mlada, sem se zavedala, da bo to takole odšlo, da bo v hipu. Da je čas minil. Gremo mi z glasbo naprej. Ja, prosim. Spoštovano televizijsko občinstvo, spet je čas za glasbeni predah. Poslušajmo popevko Ti pač nisi sonček zlat. Poje Eva Sršen z mladimi levi na godalih. Prosim režijo za glasbeni posnetek.
bežim. Za mene si prepočasnih nog, nikoli ne boš me dobil. Ti pač nisi sonček zlat, ki me raztopi, prvi pomladanski dan tudi nisi ti. Nisi zvon, ki vse zbudi, ne zvonček, ki tiho mirno sanja nove tople dni. Nisi zvon, ki vse zbudi, ne zvonček, ki tiho mirno sanja nove tople dni. Nisi zvon, ki vse zbudi, ne zvonček, ki tiho mirno sanja nove tople dni. Nisi zvon, ki vse zbudi, ne Zdaj pa mogoče, gospa Eva, čisto eno tako banalno vprašanje, ki ga mogoče ne boste pričakovali, pa vas bom jaz vseeno povprašal. Dolgo, mogoče vas nihče ni še vprašal, potem, ampak jaz vas pa bom vprašal. Danes, današnji svet, se veste, kapital je v ospredju ves čas, vsi delamo nekako za denar, pa vas bom jaz vprašal, kako je bilo pa to nekoč? Kakšni so bili nekoč zaslužki pevcev? Se je nekoč dalo živeti zgolj od petja? Seveda, pa kako? Čudovita. Se je dalo? Ste komot preživeli? Pa kako da ne, sej so skrbeli in bdeli nad nami ljudje, glasbeniki iz drugih republik tudi. Mi smo bili kot eno. Skratka, je bilo dela dovolj? Seveda. Zaslužili ste dovolj za življenje in za preživljanje družine? Dovolj je bilo, da si samo poklical. Ne, klic je že bil, klic v sili. Klic v sili. Če nadaljujeva, zaupajte nam še, s katerimi skladatelji zabavne glasbe ste najraje sodelovali? Saj nekako kar pričakujem, koga boste omenili, ampak vseeno. S kom ste najraje sodelovali? Vsekakor je moj, bi rekla, duhovni vodja od komponistov, vsekakor Mojmir Sepe. Zagotovo. Zato, ker je tudi vsak premik, ki ga ne bi jaz napravila, ob nagradah, celo dobila sem eno zlato priponko, zlati M. Bil je velik sprejem in koncert v Hali Tivoli. Oba sva nesla take ogromne košare vseh dobrot, da sploh nisi mogel nesti. Je prišel tako zraven, pa je prišepnil, pa rekel, veš, Evi, od zdaj naprej boš pa morala tudi kar sama zase. Sama boš morala zase skrbeti, veš. On je bil tako očetovski. Nakazal mi je, on je le bil poročen s svojo ženo, vrhunsko pevko, Majdo. Jaz sem bila pa zelo mlada in sem se kar par let opotekala, ker tukaj takrat, ne vem, je bilo zame zelo težko, ker sem počasi zrelila kot človek. Vse to je v bistvu jasno, če študiraš muziko, si zmeram leta in leta nazaj. Sediš na oblačkih in sam sanjaš, realno življenje pa gre mimo tebe in pa vsake toliko časa trčeš ob blazno skalo čer. A se mogoče spomnite, koliko skladb je pa gospod Sepe napisal za vas? Koliko popevk? Zdaj, če bi naštela. Recimo, 1, 2, 3, 4, 5. Mislim, da okrog 7. 7. Ampak vse te skladbe so bile potem hiti, vse te popevke. Vrteli so jih vsekakor. Največja 2 hita sta bila ta, ko sta to se bomo še ozrli na te note in tako naprej.
Ampak bi pa jaz mogoče šel s pogovorom, najnim pogovorom dalje. Ja, prosim. Pa bova takole rekla. Poglejte, gospa Eva, v Sloveniji so nekoč besedila za popevke pisale pesnice in pesniki, če ominem samo nekaj imen. Svetlana Makarovič, Elza Budov, Ciril Zlobec, Gregor Strniša, Miroslav Košuta, Dušan Velkavrh in mnogi drugi. Nekatera besedila za popevke so bila vrhunska in so jih na slovenski popevki nagrajevali. Vam je bil kateri od avtorjev še posebej drag, kateri in zakaj, bi me zanimalo? Ja, jaz moram odkrito povedati, da pač ne mi oprostijo, ne? Ampak jaz sem poslušala v glavnem in bila presrečna, da sem spoznala Dušana Velkavrha. In tudi zdaj, spričo tega, ko smo imeli to se pravi 11. leta, no, 11 let nazaj v Križankah, vse popevke izpod peresa Dušana Velkavrha. To je bil zelo lep. Ja, in ne vem, menim, no, da je Dušan je bil... Vam je bil izjemno blizu. Ja, zelo. Sta se začutila? Zato, ker njegova poezija je globoka in vsem razumevajoča. Ja, se je napisal ogromno pesmi, izjemnih pesmi, ki so bile nagrajene na festivalih. Slovenska popevka. Tudi Dan ljubezni, ne? Je konec koncev njegova ena najlepših ljubezenskih pesmi. Ena sama ljubezen, no, tako. Tudi ne vem, če ste ga poznali, kako je on milo gledal. Ja, zelo zanimiv gospod. On je bil včasih tudi v službi na radio televiziji. On je kot plahutal po prostoru, plahutal je tako. Sploh nisi imel občutka, da je zemeljski. Zanimiv gospod. Ne morem reči za moškega, da je nežen, ampak tak obzir si čutil. To je kar nekaj okrog njega, je bila kar ena. Dopuščal ti je, da... Jaz bi rekel izjemno karizmatičen človek. Ja, tako, hvala za popravek. Ja, ne, dejansko, tako je bilo. Jaz sem zelo oboževal njegovo Majo z biseri. Recimo, to je tudi ena izjemno lepih pesmi. Toliko se je poglabljal v nas. A glasbi in petju ostajate zvesti vse do današnjih dni. Se mi zdi, da se ne nameravate umakniti iz odrov in vztrajate naprej. Zanima me, kako so vas v svojo sredino sprejele nove generacije pevcev. Lahko potegnete kakšno vzporednico s kolegi pevci, ki so delovali nekoč, in pevci, ki delujejo danes? Se dobro razumete z novo generacijo pevcev? Kaj bi rekli? Nazadnje, ko sem srečala pač Tri Gracije, ko sem jaz samo pristopila tako, stopila sem v prostor, sem opazila začudene oči. Oprostite, to so pevke novega vala. Ja, začudene oči, kot da me gledajo, da sem mrtva žaba. Kakšna prispodoba. Kot mrtvo žabo. Začutiš prav, da si prišel zombi. A vas niso prišle pozdraviti kot legendo, slovensko legendo? Jaz pa sem vedno slovensko pevsko legendo. Na vseh spoštljivo pristopala in jih gledala kot pač tako, kot jim gre, ne? To se pa čuti zelo, da te nekdo odpisanga. To se pravi, da te gleda odpisanga. Mrtvo žabico. Žaba, jaz imam rada žabe, ker sem pač iz mlakarskega področja. A vas je ta odnos prizadel? Ja. Še danes se večkrat spomnim na te. To so pa zelo, kako bi rekla, ostri pogledi, ki se ti zapičijo v srce. Zagotovo. A je bil to kot občutek nekakšnega ljubosumja, ali kaj? Če bi bilo ljubosumje, bi bilo še vredi. Aha, to se pravi, bolj poniževalno ste se počutili. To bi lahko
ne vem kaj, ne vem koliko pridevnikov pridal. To moram reči, da ste me presenetili s tem odgovorom, kajti jaz sem pričakoval, kako so pristopili k vam, da so vas pozdravili kot veliko pevsko legendo in tako naprej. Pa to prej razmisli, koga bo pozdravilo. Tako, to je treba razmisliti, kdo, sej ljudje ne vedo nič, tudi jih ne zanima, ne vedo, kako sem jaz preživela, pa da sem po takem skoku zopet prišla v neko oddajo. Oni vidijo samo eno soho, ki ima tok in tok emšo in kaj pa je zdaj ta dela tu. Ne? Torej, neverjetno. Pa fajn bi bilo, da bi me nekdo vprašal, kaj pa vi, kakšen razlog pa imate vi? Ne, da me malo spodbode, da me malo izzove. Zakaj pa ne? Mislim, moram reči, no, da sem zelo neprijetno presenečen, ampak dobro, sem vas pa vprašal, ker me je res zanimal ta odnos. Hvala za to vprašanje. Hvala. Ta odnos me je zanimal, na kakšnem kulturnem nivoju je to bilo, ampak to se me je res neprijetno presenetilo, ampak dobro. Tako pač je, časi očitno so se zelo spremenili, nekoč so nas učili tako imenovano Wienerschule, se pravi Dunajsko šolo in tako naprej. Nekoč smo se mogli mladi izjemno dokazovati. Jaz, ko sem začel nekoč na radioteleviziji, smo se mogli leta in leta dokazovati, da so nas starejše generacije resno jemale. Danes pa nekdo, ko pride s fakulteto, misli, da je cel svet njegov. A veste, da bo že jutri vodil televizijski dnevnik, naj mi oprostijo, ampak tako je. To vam povem pa zato, ker je pač pogovor stekel tako, kot je, ker ste mi zdaj potožili, da vam ta odnos... Da sem vas malce tudi izvala, tudi vas. Ja, ste me izvali in to. Jaz sem pa ravno ta generacija, ki je pa izjemno, povojna generacija, ki je izjemno spoštovala legende. Tako so nas učili. A veste, jaz sem iz stare radijske in televizijske šole, ki je bila izjemno spoštljiva, izjemno. In to ti ostane, taki ostajamo in tako naprej. No, zato me res čudi ta odnos mlajših pevk do vas, ampak dobro je. No, izjema je, naprimer, moram pohvaliti Ireno Vrčkovnik, ona je zlata, res. To se pravi, ena svetla izjema. Ampak dobro, pojdiva dalje. Vse se je tudi na obrazu vidi njeno žarenje in to se vidi. Ampak, gospa Eva, greva mi dva naprej. Poglejte, čas je vedno neizprosen, ne mara tudi za vas. Kljub številnim nastopom, službi, delovali ste v pedagoških vodah, ste našli vedno tudi čas za družino, kaj ne? Še danes delujete v pedagoških vodah? Še danes učite ali ne? Ne več, samo eno deklico čisto tako, svoj program. Ste vzeli v šolo in jo učite? Ja. Petja, igranje na klavir? Oboje praktično, ja. Kako pa družina? Dajte mi malo povedati o družini. Kako vas je družina spremljala, vam je bila v spodbudo takole skozi čas, skozi leta? So vas pogrešali, ko vas ni bilo doma? Pogrešali so me in bom čisto tako odkrito povedala, ker nobena verjetno še ni. Menim, da to ni nekako združljivo. Ni združljivo. Mati skozi s kovčki in ker bistvo življenja je vse skozi negovanje. Tvoj otrok te vse skozi potrebuje. Zagotovo. Ampak jaz sem vse življenje bila razklan človek. Zato, ker to je moj poklic, jaz brez tega ne morem. To se tudi vidi, da pišem skladbe. No, o tem bova rekla še kakšno kasneje. Ampak družina je cenila in spoštovala vedno. Je, ampak je tudi trpela moja družina. Razumem. Absolutno. Poglejte, bova šla mogoče zdaj še na današnji čas. Kako živite danes? Še veliko glasbeno ustvarjate, pojete, nastopate. Kje danes najdete navdih za glasbeno ustvarjanje? Ja, to je pa zelo
tako močno vprašanje, hvala vam za njega. Z veseljem. Zdaj pa teh zaznav, nekih srčnih, tako kot je bilo prejšnja leta. Zdaj sem v molku, tukaj ste me pa našli. Trenutno. Že kar leta, ne, sem v molku. Sploh nekako bistvo mojega življenja, sploh dojemanja je veselje. Zdaj pa nekako čutim, da ni več toliko veselih ljudi okrog nas. Ker jaz sem iz izrazito veselega področja Slovenije. Tako. Moji prleki so veseljaki. Veseljaki, temperamentni ljudje, tako kot je značilno za Štajerce. Tam, kjer jaz ne vidim veselja, pa tudi če me špikne, pa zbode, pa se nasmeji, pa je že so odprta vrata za nek razgovor. To pogrešam, to pa res. Tako da, saj sem napisala, naprimer, v 10 letih, 12 letih 10 novih skladb. Ampak to je slaba bera, no, malo. Ja, no, ampak niste pa še popolnoma zaključili. Jaz verjamem, da boste še prepevali, sej, če ne si bom pa take pač dežele zbrala, pa mogoče bom več potovala, pa nekam. Tako, ampak a dovolite, gospa Eva, tule pa moram se ozreti, poglejte, zadaj vidimo nostalgijo, ta lep napis, tako kot se naša oddaja imenuje, ampak tule se boste pa prinesli note. A nam lahko poveste, kaj o teh notah? Tukaj sta dve pomembni skladbi, dve pomembni popevki skladatelja Mojmirja Sepeta. Prosim lepo. Ja. Ste ganjeni, ko vidite te note? Ja, zelo, zelo. To so tako, to se vidi tako majhne pikice, pa koliko veselja so mi ustvarile, priredile, koliko prelepih let, zaslužka, plasiranja, vsega najlepšega. To je pa tako nastalo. Naprimer, ko sem nastopala z enim ansamblom, tudi mislim, da takrat po Hali Tivoli, ko je bilo še, pomnite, Prijatelji. In nisem uspela dobiti, nisem zbrala in pobrala razpisane note, ker to mi je tudi Mojmir napisal, a ne, za te dve skladbi. In sem mu pač potožila, kaj bom pa zdaj, jaz to moram imeti, ker še vedno ti dve skladbici vsi želijo. In jih moram zapeti. Ne sekiri se, bom pa jaz prinesel kar partituro iz arhiva. In ko sem rekla, pa to je tvoj original, Mojmir, to je tvoj original. Je rekel, dam ti to. To so originalne note. Dam ti to. Jaz mislim, da sem, kako daš? Pa to, ampak to sta skladbi... To mora ostati v arhivu. Tako, ampak to sta skladbi Pridi, dala ti bom cvet in Ljubi, ljubi. Ja. Pa sem rekla, a ti to meni daš za zmerom? A lahko jaz to obdržim? Je rekel, vzemi. Evo, še zdaj mi gre kar obraz. In to je dejansko kot svetinja za vas. Ja. O tem ni dvoma. To ste res lahko izjemno počaščeni. To je večni spomin na velikega slovenskega skladatelja zabavne glasbe, našega dragega Mojmirja Sepeta. Kar pokleknila sem pred njega. Ja, to pa verjamem. Ker je to tako velik skladatelj. V country klubu je bil še Jani Kenda prisoten. Je rekel, ne zganjaj cirkusa. Lahko pokažete zelo lepo, note smo videli od blizu, ampak vidim, gospa Eva, da ste seboj prinesli pa še nekaj fotografij. Če dovolite, lahko pokažete malo te fotografije? Ja, prvi jih držite, rajši vidim. Boste vi mogoče pokazali tudi v kamero? To smo v country klubu, tukaj se je zbiral Mojmir in
pač gospod Jure Robežnik, pa še njegovi sodelavci vsako sredo, dokler je še živel v country klubu, dokler ni pač zbolel, a ne. To je pa 12 let nazaj. Vse veste. Tukaj on je tukaj 80 let star, jaz pa 60. No, mislim, okrog 60. On 78, ne vem točno. Je še kakšna zanimiva fotografija? Ja, tukaj smo pa Dragan Bulič, tudi v country klub. To je bil pač to zbirališče, a ne. Potem je Jani Gregorec, pa seveda no, to je pa še tudi z enega nastopa, tudi Dragan Bulič, pa Lidija Kodrič, pa Jožica Svete. Zelo lepo. Ja. Za tega basista se pa nikoli ne morem spomniti, ker se nisem toliko z njim družila, a ne. No, tukaj sem bila toliko pretresena, da ne bom to moja Ljubiko, ki mi je tudi veliko nastopov, Braco Doblekar, je tukaj Kapunčka, a ne, smo tudi skupaj. Braco. Ja. To se pravi, teh druženj je bilo kar veliko. Ja. Ste pomenkovali zelo, o glasbi in tako naprej. On je tudi velikan. Glasbe. Ja, Braco Doblekar, a ne, Hazardi. Poznam Hazardi. Po vsem svetu je potoval in nas predstavljal. Poglejte, gospa Eva, ampak vaša velika ljubezen pa ni samo glasba, vi, kakor vem, tudi veliko berete, ne? A vam je kakšen avtor še posebej ljub in drag? Ja, seveda mi je. No, dajte izpostaviti kakšno ime. Ja. Recimo, kateri avtor, kateri pisatelj? Pa ne misli, da zdaj snobiram ali pa. Zame je Ljubika je Fjodor Dostojevski. Imava istega avtorja, jaz sem zelo zaljubljen v ruske klasike, v Tolstoja in Dostojevskega. Ampak Dostojevskega bolj, ker mu čisto vse verjameš. On to, ne vem, pa Hardi, a ne, čista ženska. Takole mi dva pomenkujeva, naš čas pa tako beži. Kaj čas beži? Čas prehitro beži. Ja, no, pogledaš mene pa vidiš, kako čas beži. Mene pogledaš, tisti prvi posnetek, pa je tako. Najin pogovor sva skoraj da pripeljala do konca. Spoštovano televizijsko občinstvo, vabim vas, da še enkrat prisluhnemo Evi Sršen in fascinantni pesmi Sodobna pravljica iz slovenske popevke 1979. Glasbo in besedilo za pesem je napisala naša gostja Eva Sršen. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Ta čas je zlaca naju, naj bo za vse. In jaz kot ti sem mati s sinom in igrava se. Moj smeh zavre naenkrat in nič več sonca ni.
Čisto za konec še zadnje vprašanje. Vem, da ste uspešna skladateljica in pesnica številnih besedil za popevke, pa vas vseeno sprašujem, nekaj o tem ste že povedali, da trenutno mogoče malce pauzirate, ampak vseeno bi vas jaz vprašal, kako bogat je vaš skladateljski in pesniški opus, ampak v mislih imam ta celoten vaš opus. Kajti ne glede na to, da so drugi skladatelji pisali za vas, drugi pesnili pesmi, ste vi usporedno tudi sami ustvarjali. Ja, zdajle sem ravno, ko sem potovala, sem razmišljala, pa 4 take long playke, to se pravi okoli 40 skladb. Ampak to je, jaz sem si zastavila zelo visoke cilje. Opazila sem, da je tematika v glavnem ljubezenska, jaz sem pa želela tako malo bolj ustvarjati besedila s sporočilom o nekih težjih situacijah, naprimer razhodi, z čist nekega drugega kota pogledano, kako doživljaš, da ne jadikuješ, joj, kako mi je hudo, nikoli te ne bom pozabil, ali ne vem, čist drugačen pristop. Naprimer, jaz imam v enem besedilu tako, sem napisala, da izza zidu gledam, in te opazujem, kot majhen otrok, leta in leta, si ne upam izpostaviti. Zanimivo. Odrasel človek, ali pa včasih si niti ne upam v to ulico, ampak je več, kot da bi ti povedala milijonkrat, kako te pogrešam. Da ne morem niti v to ulico. Taki stavki pač. Ne, čutim to vašo poduhovljenost. Ste res dama, nekaj posebnega. Sem iskreno priznam navdušen in fasciniran nad vašimi pripovedmi. Ampak povejte mi še, gospa Eva, v svoji res zelo bogati glasbeni karieri, koliko vinilnih plošč ste vi izdali? To bi vas res vprašal. Bom povedala. To ponavadi vprašam. Jaz sem samo praktično, se pravi, ljubi, ljubi, pridi, dala ti bom cvet, lepa ljubezen, ti si zame pika na i, pa še, mogoče bi še ena bila, tudi 5 tamalih, 5 majhnih. Ja, okej. Ste potem izdali samostojni CD pri založbi kaset in plošč Radio Televizije Slovenija? Ne, kje pa. Vas niso povabili k sodelovanju? Ne. Pa celo še Ivo Umek se je čudil, jaz sem dosti krat tako sva se pogovarjala. To se pravi, ne, to pa zato vprašam, kajti jaz sem izjemno začuden, kajti niste samo vi. Jaz sem ugotovil pravzaprav v zadnjem času, da povem, da karikiram, jaz sem pravzaprav 22 let predstavljal glasbene novosti, založbe kaset in plošč Radio Televizije Slovenija, od leta 1982 do leta 2004. Takrat sem tudi spoznaval pevce, hodil na tiskovne konference, stkala so se premnoga prijateljstva, zato dobro vem in poznam. Poznam čas inženirja Iveka Krpača, takrat je on vodil založbo kaset in plošč, kasneje gospod Ivo Umek. Takrat je kar nekaj pevk izdalo in pevcev, ampak ugotovil sem, da manjka CD plošča Sonje Gabršček, izjemno pogrešam. Krasna pevka. Druga pevka, ki ni izdala, drugo leto bo 10 let, ki ni več med nami, je Meta Malus. Meto Malus sem jaz neskončno oboževal, ta njen globok, žametni glas. Prelepo je pela in današnja mladež jo pozna zgolj samo kot astrologinjo. Ne poznajo pa kot odlično pevko. Zato bi jaz pričakoval, da bo nacionalna založba kaset in plošč
to zadevo popravila. Poglejte, vi ste ostali brez CD-ja, to je velik manko za zgodovino slovenske zabavne glasbe. Zdaj, ali vas marajo Sonjo Gaberšček, ne, pa še koga, to je drug problem, ampak vi ste dejansko manko v slovenski zabavni glasbi, bova rekla, v zgodovini slovenske popevke. CD, a veste, ostane, a ne? In vi ste brez CD-ja. Moram reči, no, da iskreno priznam, da sem presenečen. Lahko samo nekaj, prosim. Prosim lepo. Dodam. Nikoli me ni prizadelo za to, verjetno bi me zelo, ampak zato, ker vem, če bi to povedala, če bi šla v Beograd ali v Skopje ali v Zagreb, bi to steklo hitreje in srčno, tako kot je treba. To se pravi, da to me boli. Srbska in hrvaška scena mnogo bolj ceni glasbene legende kot pri nas. Kaj, pri nas kujemo samo mladost? Nič ne gre v nič pri njih. Aha. Nič ne gre v nič. To se pravi, imajo popolnoma drugačen pristop kot mi. Mene ne morejo prizadeti. Ja. Jaz še vedno vzamem culo, svoj klavir in igram kjerkoli. Ker vi ste profesionalna glasbenica in greste lahko po celem svetu. Potolažim se in rečem, tako je. Hvaležen res za vse odgovore. So še drugi. Žal moji ne, ampak včasih so tuji, pravijo, boljši kot tvoji. Mogoče še ta misel bi, recimo, jaz v zadnjem času ali pa zadnje 2 leti ugotavljam, kako malo se predvajajo slovenske klasične popevke, recimo na Slovenskem nacionalnem radiju. Recimo, po noči. No, po noči. Ja. Bova pa tako rekla, gospa Eva, mi smo vsi ponočnjaki, jaz pa zelo pogrešam, jaz poslušam na nacionalnem radiju, ne? Veste, sem bil v službi tam 42 let in 3 mesece. To je tako dolga doba, da vem, kako je bilo nekoč, kako je bilo v mestnem času in kako je danes. In me izjemno moti s tem, ko se ne predvaja stare klasične popevke. Prvič bomo pozabili na klasične popevkarje, pozabili bomo pa tudi na klasične slovenske skladatelje. Veste, to je eno z drugim povezano. Z drugim je povezano, seveda. Jaz bi pričakoval, da poslušamo stare popevke, vmesno obdobje in pa tudi, bova rekla, novo sceno, da tako rečem. Ne? Kako bomo poslušali? To je povezano s tem, da starejšo generacijo tudi upoštevaš. V tem kontekstu. Pustimo zdaj nas. Ja. Mene bolj zanima, zakaj ne upoštevaš nekoga, ki ima višji emšo. Zakaj ne? A ti misliš, da boš 1.000.000 let živel? Kaj je to za en defekt? Kakšen manko je to v glavi? Da ne rečem v srcu. Pustimo srce, če ga ni. Ampak glava, a ti vidiš mrliče, ko umirajo? Ali misliš, da boš večno živel? Mislim, to je prav smešno. No, ampak, tragikomično. Gospa Eva, ko sva takole razpredava misli, ampak ko je gospod Cepe imel 90 let, njegov rojstni dan, bi človek pričakoval, da boste povabljeni vi na ta koncert in boste zapeli Pridi, dala ti bom cvet, ko ste še živi. Ne, jaz sem že odpisana. Ja, in vas niso povabili. Pa, to tako gre. Čemu pripisujete, da niste bili povabljeni na koncert? V to se sploh več ne poglabljam. Se ne poglabljate? Ne. Skratka, ne, ker vem, da moj mir ni sam pri vseh teh organizacijah. Bil takrat. On mora marsikoga, je si zagotovo poslušal. Ja. Ni on sam organizator tega, tukaj še brenči ne vem koliko ljudi, a ne? Sem vam zelo hvaležen za vse te pripovedi, ampak sva šla globoko, da tako rečem. Sigurno nama bo kdo zameril, ampak resnica boli ali pa ne boli. Spoštovana gospa Eva Sršen, zahvaljujem se vam za vaš dragoceni čas. Hvaležen sem, da ste z nami delili
svoje glasbene spomine. Naj glasba še naprej plemeniti vaše življenje, naj vam bodo glasbene muze pri ustvarjanju nove glasbe naklonjene. Srečno! Hvala vam, res srčna hvala. Prelepo je bilo. Hvala. Spoštovano televizijsko občinstvo, našo oddajo Nostalgija z Evo Sršen smo pripeljali do konca. Nasvidenje do prihodnjič.